Dober dan vsem. Poglejmo zdaj na obnovo glede n-tega korena enote in osnovnega izreka algebre. Torej, kaj mislimo kot n-ti koren enote? Če imamo tukaj z na 600 enako 1, rešitve tega so šesti koreni enote, v tem smislu, ki so kompleksna števila na splošno. Torej, če mi vzamemo kompleksno število z, ki je rho, ki je absolutna vrednost, kratko sinus alfa plus i sinus alfa, to kompleksno število na n je absolutna vrednost na n, kosinus od n krat alfa plus i krat sinus od n krat alfa. To je de Moivrova formula. Sedaj, če mi hočemo to rešiti, ta ena je realno število, ga moramo misliti kot kompleksno število, 1 plus nič je, ampak vsekako ga moramo napisati v polarnem zapisu. Torej, absolutna vrednost od 1 je 1. Bi lahko gledali tudi z realnimi števili. Absolutna vrednost od 1 je 1. Okay? In kot kateri je, dovolj da narišemo 1 v kompleksni ravnini, je tukaj, odgovarja kot v nič stopinj. Kosinus od nič stopinj plus i krat sinus nič stopinj. In zdaj napišemo to enačbo. Z, ki ga iščemo, ima to obliko. Zdaj napišemo z na 600. Torej, rho na 600, kosinus od 6 alfa plus i sinus od 6 alfa. Je enako temu. Torej, rho na 600 mora biti enak 1, in torej rho bo 1 od rešitve, ki jo iščemo. Ja? In potem, kosinus od 6 alfa mora biti enako kosinus nič stopinj. Kosinus od 6 alfa mora biti enako sinus nič stopinj. Kdaj sta vrednosti sinusa kosinusa enaka? Ja, ko kota sta enaka, 6 alfa enako nič. Ali pa, ko tudi lahko, ko 6 alfa je 360 stopinj, vrednost bo ista. To je tukaj lahko dodajemo večkratnike od 360 stopinj. Ja, in v resnici bomo imeli samo 6 rešitev, torej se ustavimo tam, to bomo videli potem, z osnovnim izrekom algebre. Torej, ja, in vsakikrat tukaj delimo 6 in dobimo vse te kote. In končno lahko napišemo naših 6 rešitev. Napišemo v tej obliki, ne, rho, kosinus alfa plus i sinus alfa. Rho izmeri 1 in zdaj damo tukaj za vse te različne kote, ne. Torej, na splošno se rešuje tako, tudi če imamo en drugi eksponent, se rešuje tako. Potem, v tem primeru, znamo zračunati točno vse te vrednosti kotnih funkcij. Tukaj sem vse napisal. Na splošno ne bomo zmeri znali zračunati točnih vrednosti, ampak bomo pustili lahko tako. Sedaj, vse te, ja, poleg 1 imamo tudi minus 1 kot realno število. Minus 1 na 600 je tudi 1. In sedaj, vse te vrednosti sem narisal v kompleksni ravnini in vidimo, kako se postavijo kot oglišča enega pravilnega šestkotnika. Na splošno, če bomo imeli z na n enako 1, rešitve se postavijo v kompleksni ravnini kot oglišča pravilnega n-kotnika. Sedaj, z kompleksnimi števili lahko dobimo ničle za polinomske enačbe. Lahko rešujemo katerokoli polinomsko enačbo. Recimo imamo to polinomsko enačbo tretje stopnje. Zdaj, tukaj metoda, katera bi bila, tukaj gledamo na primer deliteljev 13, ki so plus minus 1 plus minus 13 in poskušamo te vrednosti. Če poskušamo, vidimo polinom. V minus 1 je točno nič. Torej, x1 je minus 1, je ena nična polinoma. Torej, sedaj lahko delimo z Ruffinovim pravilom, dobimo ta x na drugo minus 4x plus 13 enako nič, rešimo še tega in tukaj, ko rešujemo, vidimo koren od minus 36. Če bi delili samo z realnimi števili, bi rekli, nima realnih rešitev. Ampak tukaj koren od minus 36 napišemo plus ali minus 6, potem ločimo na 2, 4 ulemljeno 2 plus minus 6 ulemljeno 2 in dobimo 2 plus minus 3. 2 minus 3, 2 plus 3. Torej, imamo 3 kompleksne rešitve na splošno. Velja izrek, ki pove, da vsekakor moramo predpostaviti, da polinom ima realne koeficijente, drugače ne velja. Če so koeficijenti realni, kompleksne ničle nastopajo zmeri v parih, v konjugirano kompleksnih parih. Te dve števili sta med sabo konjugirano kompleksni, pomeni, da imaginaren del ima nasproten predznak. Torej, to se zmeri zgodi. Ja. In tukaj smo dobili 3 rešitve. Na splošno bo tako. To pravi v bistvu osnovni izrek algebre. Če mi imamo en polinom stopnje n, a n, x na n plus a n minus 1, x na n minus 1 plus a 1x plus a nič, ta bo imel točno n ničel med kompleksnimi števili. Točno n jih bo.
S tem, da štejemo, da nekatere so lahko večkratne, torej imamo lahko kakšne dvojne ničle, trojne ničle, ampak takrat je jasno, kdaj so in kdaj niso, ker če, na primer, vrednost alfa je ničla polinoma, in če je dvojna ničla, pomeni, da polinom je delil z x minus alfa na drugo, če bi bila trojna ničla, bi delil z x minus alfa na tretjo. In torej imamo točno na ničel, s tem, da poštevamo, kakšne so lahko večkratne. In polinom lahko razstavimo kot vodilni koeficient od najvišje stopnje, krat x minus x1, x minus x2 do x minus xn. Linearni faktori, ja, jasno, nekateri od teh x1, x2, xn so lahko kompleksna števila. Torej, če bi hoteli razstaviti samo z realnimi števili, pa lahko, ker itak kompleksne števile so zmeraj v parih, tiste dva faktorja lahko združimo, kot tukaj. Ta dve ničli polinoma prideta od tega polinoma druge stopnje. Torej, če mu nekatere združimo v polinome druge stopnje, ki jasno se ne morajo razstaviti med realnimi števili. Ja, tako. In tudi še ena stvar, posledica tega, da kompleksne ničle so zmeri v parih, je, da če imamo polinom lihe stopnje, ta bo imel vsaj eno realno ničlo, ker vse kompleksne so v parih, torej, če je, torej vsaj ena mora biti realna ničla. Ja, tako. Prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.